Jaz tudi snemam. Mi tudi snemamo. Dela. Dobro. Dela. Mislim, da prej se pele, pa nekaj teme. No, vse to je važno. Tako da. No, kaj pa mi dva? Dobar je, Bibi, baba, čuba. Baba, drugače se me dobro sliši tam tudi pri tebi. Ja, super. Slišite te tako, kot se te more. No, čak, da ti dam, da naj vidiš še malo. Super. Pola v pola. Pola v po. Pola v pola. Čeprav imaš čez aletovo glavo, imaš lik štango, zdaj si boljš naredil. Super. Sem premaknil, vse sem premaknil. Zelo lepo, pozdravljam. Pozdrav tudi rodno grudo, kam že. Kaj je že ponovadi, pozdravljamo ali nekaj, zmeri se reče. Zmeri je nekaj. Čestitam in pozdravljam. To, čestitam in pozdravljam. Ja, čestitamo ti ne, zato ker ne. Zdravje pa rabim. Pozdravljamo te pa bolj, ja, to pa ja. Čeprav ni ben od naj zdravnika, ampak tudi oni, ker si samo gotov, niso vse vedni. Na napakah se učijo, nažalost na mojih, ampak mislim, ne na mojih. Na meni se učijo, očitno. Stari, bil sem pri 3 doktorjih. Mislim, v 2 dneh sem bil v 3 doktorjih. Tako. Žuri veselje, tako da danes sem prvi oziroma po noč sem vzel tablete proti bolečinam, pa zdaj pa ne več do večera, tako da življenje je boljše. Življenje je boljše. Mislim, danes je že boljše, no, se pravi, zatečen sem še malo, ne vem, če se vidim, ampak. Ne, ker imaš glih ta senčno stran, imaš še na kameri. Da boš profil nama kažeš. Da boš profil imaš osvetljen. Ne, pa v bistvu lih tega kažem, kaj ga imam, lih tega tukaj na tej strani. Sam se ne vidi. Pa tako zgleda. Samo delačne, sence se, ljudcem štimu zdaj 4 ure. To je. Vse v stari, veš, senca, svetloba, to je vse tukaj. Tukaj vmes. Sam, da si bolj, to je važno. Ja, sem. Pa da nisi še ta teden ne morem javljati. To ja. Sam, s kažnimi medmeti vskočil, vmes. No, notra sem itak še malo porezal pol zdaj, ne, to so v ponedeljek naredili. Aha. Ne s pijavkam, hvala Bogu, ampak z ostrim skalpelom. To je pa kar dobro, da nimamo več pijavk za te stvari. Mogoče je bilo pa dobro, ne vem, veš, mogoče so imeli pa kaj prav takrat, ko so kri puščali. A ne pravijo, da je nekaj tudi zdajšnje teorije? Res ali kaj? Vse to imajo te zvezdnike, niso imeli tudi s temi pijavkami. A so imeli? Ja, bože. Ja, lej. Jaz sem enkrat... Ozonske, kaj imela? Ne vem, tale Gwyneth Paltrow, ona je najbolj... Ja, ona je kar specialistka. Ker se te stvari... Če rabiš kaj čudenga, no, mislim, če te kakšna čudna terapija zanima, ona je pravi naslov. Ona ima vse te... Ziher je probala. Mislim, jaz sem enkrat bral, sicer da je bilo to, da so resni kirurgi probali za to mikrokirurgijo neki z temi pijavkami pa neki to in da bi je bilo uspešno. Tako neki, da so zelo natančne pri tem pač sestavljanju teh majhnih kapilar, neki, ne vem čist, to zdaj čist, zelo dolgo nazaj, pa neki mislim, da je bilo temno. Pa da so imeli neki uspehe. Ne bomo dali zapiske, ker ne zihar dobro... Ne, to je že ful nazaj. Tega sami doma, kako bi se rekel. Razen, če ste srčni kirurgi v prostem času. Ne, to je bilo bolj pa lahko malo. Ja, ne vem, mogoče sem bral... Mikrokirurgi. Mogoče sem bral Politikem zabavniku včasih, pa sem si zapomnil. Ne vem, ne spomnim se. To je pa že dolg cajt. Res ne vem, kdaj sem. Ne, ni zdaj spet. Kaj, a res? A ni bil enkrat spet pol vmes? Ne vem, da enkrat je vmes pršel še neki, zdaj pa ne vem, če to še obstaja. Ko smo bili že samostojni pa to. Ja, vmes je pršel enkrat. Ne, to ampak takrat so ga sam, kaj bil še, je bil najprej pač v slovenščini, pa je pa delal rekel, da no več tega prevajal, kamben ne. Pa so ga še nekaj časa v srbščini dajali ven, pa so pa to nehali. Ampak to je bilo par let, še kaj, ne vem, če je bilo let po tistem, po samostojnosti. Ne. A je bilo še dalj? Je bilo kasnej pol. Aha, ok, to pa ne vem. Je bil tudi kasnejše. Ok, cool. Pil je pa zginil. Tako da ja. Ok, bom malo govoril, no. Tok, da malo razgibaš to čeljo. Ne, bide, da ta... Zdaj moraš zihar, ker zdaj si bil zihar v cajt tih neki. Ja, več ali manj, ker nisem mogel govoriti, ker me je vse bolel. Sam nekaj bi še probal, sam še 10 kanalov vam zrihati. Ok, to pa res ni veliko. Tale medicinski podcast nadaljujemo.
Ja, Ne. še kaj. Ne, tako da, ja, vidiš, politik in zabavnik je izšel še, veš. A je, ne, mislim, verjamem. In to, klele gledam, datum objave 30.6.22. 22? Samo to v Ja, Srbiji ja, še ja. izhaja, Ne, Trafika 24 Slovenija. Res? Da se ga v Ja, trafiki dobiti, ali kaj? Imamo licenco, dobro, bomo dali zapiske. To bi pa človek kupil. Čisto iz nostalgije, da vidim, če še zmeraj to kul, ki je bil včas. To pa je vprašanje. Ja. Tako, ker smo nostalgični, a pol včasih Tako. mogoče ni to. Včasih je bilo to na meni, to sem zmeri dobil. Vsak petek je bila, je mat prinesla, je bil politika zabavnik. Najprej je bilo, začelo se je z Mikijem zabavnikom, potem je bilo pa politik in zabavnik. Mikijev zabavnik je pol odpadel, ne, seveda, ker sem bil prestar. Pa stop. Hvala. Stop je pa obvezno, da si vedel, kaj je na televiziji. Ne? Aha, Ja, valjda, to je bilo pa za starejšo. Fotre pa itak skozi. Ki je bil program. No, TV program je bil najboljši noter. Itak. Pa najlepše je bil zdizajniran, v bistvu, ker ni bil, mislim, ker je imel vrstice prav, pa ni bil preveč na gost. Pa padding je imel, ne, presledke je imel dobre, Tako, pa stolpec je imel posebej za ure, tako da si hitro videl, pa še une je imel filme, je imel označene. Tako, pa opise je imel, ne, opise si videl, aha, Tako, ne vem, tako, ta ja. pa ta film bo to, pa to se dogajalo, ne. Takrat ni bilo interneta, ne. Dragi ljudje, ki ste zrasli z internetom, včasih so bile revije za ful stvari. ki jih Tako, zdaj dobiš na IMDb, internetu. pozab. Pa knjige, no. Tako. Knjige tudi, ne. Pa V bistvu, kakšni, kakšne stvari si mogel iti v knjižnico pogledati, recimo, ne. Kdo je Seveda. igral v tem, pa tem filmu, si šel v knjižnico pogledati v enciklopedijo ali nečesa, boh ve kaj. Ja. Filma najbrž, ne. Pa verjetno kakšnega si vprašal, kakšnega, ne vem, bratranca, soseda, Ja. prijatelja si, šum film bo danes, ali pa si gledal, je bilo velikrat, ne, se spomnim, si gledal, pa poletna noč, da ne rečem, to če še kdo. Zdaj si pa prebudil spomine. To je bilo to. Ja. To pa je bilo. Sami dobri filmi pa nadaljevanke so bile. Ja. A bil je Reng Balor tudi v poletni noči? Ne, to je bilo pa kasneje. A je bil posebej? Čistko se mi zdi. Čistko je bilo, meni se tudi bilo tisto posebej. Je bilo tako alo, to je bilo, mislim, tako, po večerni termine, večerni po nočni. Ni bil nočni, Tako. nočni večer, ja. Hele, tako je bilo včasih pred 360 leti, ko smo bili mi še mladi. Ker je bilo to edini Zdaj imaš pa entertainment. pretočne vse, pretočen ta, pretočen četrt, pa še YouTube za povrh, če ti kaj zmanjka. Ne. Pa še zmeraj se Rabiš pizdiš, kaj ne najdeš. Pa lih to se hotel gledati danes. Ja. Ker nimaš tistega pretočenega, ki bi hotel gledati. Je lih na drugem. Na govor. Okay. Zmer se zgodi. Zdaj sem nekaj gledal, ker sem hotel, čakam, kaj je že? Aha, nekaj, ker sem hotel Apple Plus, ali kaj so že oni to. A so tudi Plus? Tudi meni se Sam zdi. Disney Plus. No, ja, mislim, da je tudi Plus. No. V glavnem Apple pretočna zadeva, ker jih Apple nekaj... TV Plus. Tako, ja, sem vedel, da je nek. Ja. To je še poleg Apple TV, je pa še Apple TV je hardware. Apple TV je hardware. Pa imaš pa Apple TV navaden, kjer imaš 3 filme, pa lahko tam imaš pol DVD, mislim, to lahko kupuješ filme, ne? Tako. Kaj imaš že frišne, takoj, mislim, full kmal potem, ko so v kinu, jih lahko kupaš Ready for the Hood, ne vem, 7 € ali 4 €, malo manj kot kinokarta. Za ceno vstopnice. Pa imaš pa Tako. Apple TV Plus, ti je pa naročina na une njihove te glasote, pa to, kar je. Ja, streaming Imajo. service. Streaming service, ne. Tako. Ampak vse 3 stvari se rečejo Apple TV, ampak ena je še plus. Tako. Tako da je zmeda je več kot očitna. In edini od pretočnikov so, ko imajo posebej aplikacije za to, ker oni pa ne bojo to v brskalniku delali, ne, da bi ti to v Chromu gledal ali pa Firefox. Ne. No, če imaš aplikacijo. There's an app for that. Ja. Bomo mi pa Tako da, kacije, ja. imamo pa kacije. Stvari niso bile nikoli lažje. Ne. Ja. Nač poba, a čemo mi, kaj zgledal na to? Ne, a ja, to Kaj mislim, smo da sem gledali? za Foundation sem gledal, da je zelo fajn, pa da bi bilo fajn za pogledati, ker sem bral knjige, pa knjiga je zelo kul. Knjige je Sem več. tudi jaz slišal dobre stvari od Foundation. Ja, knjige je več. Imam Tudi- sicer Apple TV++, sam sem pozabil. No, Foundation je fajn. No. Tudi Foundation naj bi bil eden izmed,
kako bi rekel, motivacije, oziroma kaj je že, kako se že reče, ne motivaciji. Inspiracije, hvala Douglasu Adamsu, da je šel pisati Štoparca. Aha. Tam je tudi Foundation je Simov, ne? Ja, Simov je. Ja, on je klasika. Ne? Ja. Tam je tudi enciklopedija Galaktika, ne? Tam se prvič pojavil. Aha, vidiš. Tako da, karata. Ja, da nam izdajo kaj v knjigah, ampak ja. Povprečni umetniki kopirajo, ta dobri pa ukradejo. Ja. Tako da, mislim, knjige priporočam. Za serijo boš pa še sporočal, če se odločiš. Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj je ta trenutek, ko vas povabimo na hvalo za seribe.si, da bo Ziloh imel Apple TV Plus in vam bo lahko poročal v Foundationu. Ful poročal. Bomo zelo veseli, kar bo pa ostalo od teh pretočnikov, bomo dali pa v fond za piknik, ko bo drug let. Tako da se splača, ziher se splača. Če ne druga, bo zdaj povedal, kako je s Foundationom, pa tudi piknik. Pa še kakšno drugo stvar bo pol pogledal. Vse. Pa vam bo javil. Te glase tudi fajn. Plus bonus epizode, ki jih moram zmontirati, ker naši zvesti podporniki že čakajo in podpornice, tako da ja, se posuvam s pepelom, rekar bomo. Se res neki obljubljal. Ja, že 40 dni nazaj. Pejmo raj na avizo, ker epizoda je dolga in zdaj se moramo internet je kledol slab zdaj. Don't jinx it, kaj je res. Tako da, avizo. Zdravo, štoparke in štopari. Verjetnostni količnik je 1:1. Smo v normalnosti, ponavljam, smo v normalnosti. In smo še vedno, Aljo, Peli in Zi. Ja, dobro. Ta normalnost nam ni dobro šla tokrat, ampak Včasih se tudi na posreč. To se vam verjetno, dragi poslušalci, življenje vam vsak dan dokazuje, da se normalnost včasih le ne posreče. Normalnost je ful malka trata v resnici. Bližen tako kot kmečka pamet je redka. Hvala za podporo prav vsem, ki nas podpirate. Iz srca, kot smo že rekli, če bi nas radi, hvala za seribe.si, hvala tudi bodočim in tudi bivšim, pa to je to. A gremo pogledati, kaj smo obdelali, vidiš, Foundation še zmeraj v prejšnji epizodi. Tebi se vidi, da si doma. Se nisem dolgo, zdaj nisem več kaj velik bil. Si bolj trpel, kot Foundation gledal. V prejšnji epizodi imeli smo, v zadnjih 3 prejšnjih epizodah je bil 15. poglavje, ki bo še zdaj, ampak jaz bi res upal, da ga tokrat, da ga kvrcamo, pa tudi, če bomo imeli uro pa pol dolgo epizodo, ker imam teh staršev pa pubertetnic imam že malo dosti, moram priznati. Ampak sem se pa spomnil, da je doktor Kodre v vodu letos, v to sezono povedal, da se bomo ukvarjali tudi s temi stvarmi. Da je, tako kot je avtor odrastel in so teme bolj resne, življenjske, tako tudi knjiga odrašča z njim in mi z vami in v glavnem vsi skaprastamo. Ampak v glavnem tega starševstva je ful, sploh v tem poglavju, pa ne bom nič rekel. Tako da pejmo, to je bilo v prejšnji epizodi. Pubertetnica je starševstvo. Tako je. In to bo tudi v tej epizodi. Tako da pejmo kar v kvarnik. No, Artur je predlagal nek sprehod, ker je čutil, da se moram v marsičem pomeniti. To so že filozofi rekli, da so sprehodi fajn, ne? Da se malo... Ja, tudi Baltazar je to vedel. Tudi Baltazar, vidiš le, se pravi, Baltazar je bil izumitelj, tako da... Zgleda, da je bil tudi malo filozofa, ne?
Malce sprehodno, Zdaj, ne. kako se pa pomeni s pubertetnikom, je pa ne vem, če je filozofom kaj jasen. Pa tudi Baltazar ni vedel. tako da, Ja, tudi Baltazar. On prej, po moje, bi kaj izumil, veš. verjetno. Ne. To je pa res. Ja, V nekaj izumil. glavnem, Artur je čutil, da bi se moglo marsičem pomeniti, pa ful je bilo dobro, ker ni renčala nanj. Ampak avtor pa razloži, da je bilo tudi random vse čuden. Ne, a veš, ne, Pa ni bila ravno navdušena, da bi se pogovarjala. Ne. tudi to. Predvsem bi se skrbeli, matrali, kdo je ta tip, pa kakšno je življenje, ker ne bi ga živela tu, pa kakšen je ta svet, pa kje je to vesolje, pa če jim služi, pa kaj hoče, pa vse. Ne. Malo je imela Točno to krizo. Ja. eksistencialno krizo. Točno to. Ampak sej, a veš, ni za zameriti, ker kukor, ne nadaljuje pol avtor, a veš, rojena je bila v vesoljski ladji, ki je bila namenjena od nekod do nekam, in pol, ki je prišla, se je pokazalo, da so šli spet nekam drugam in skozi Mislim, to, da imaš ne vem, 13 let, ali koliko je že tam, 10 do 13 let, ne bi bila stara. Ne, Ja, koliko. čeprav so rekli, da je že čez puberteto, ampak lej, ampak se je tudi recimo časovni 15, ja, ne. tam nekje. Ja. Ne, veš, da si po vseh možnih kotičkih vesolja, ne, in potem spoznaš fotra, ki ga nisi nikoli poznal. Ne. Ja. Pa ti še reče, da je to naredil Ti za. bojo vsi psihologi povedali o tej očetovski figuri. Ne. Najbrž, da ni izboljšal situacije. Ja, pa še povejo, da je fotor to naredil, da ni fotor tako, da je hotel tebe. Ja. On se te je želel, ampak je naredil, da si dvigne, da gre v prvi razred. Ne. Da še to malo. Že res se mu je mogel nekaj dvigati, najprej, da se je dvignil v prvi razred. Se ni dal samo to, je dal tudi kaj drugega. No? Je dal tudi tele. Multilevel upgrade je bil to. Ja, ampak veš, ne, ona je bila pa še bolj zmedena in poljo mrt še dampne na nekem zakotnem planetu, kjer je ta tip, ki naj bi bil, ki je njen oče. Ne. A veš, ne. Ja, mati niso bili nekaj, boh rekva. Mislim, ne, da bi bil zdaj kaj, da bi obsojal, ampak tole ni lih ratalo, ne moreš. Mislim, kar fukan do otroka nekam, tukaj imaš otroka, pa znaš. Zdaj ga imaš ti za 15 let, pa spet pridem. Ja. Veš, nekaj tasga. Pa Artur nima te sreče, da bi potoval po času gor pa dol, malo hitreje vrtela. Da bi malo fast forwardal. Pa ti ne, lep potovanje za 15 let, pa prid nazaj. Ok, da, čau. Veš, ne gre. Ja, no. Tako da v bistvu je imela za Arturja pripravljen en posebej priostren kamen, s katerim bi se mu lahko močno posvetila, če bi bilo treba. No. Kaj nekaj drugače rekla, da je fajn, mislim, da je v redu, da ne teži, ne? Da ni zoparani, ampak če bi pa bilo kaj, bi pa ta kamen prišel. Ma pa priostren kamen. Ja, za vsak slučaj. Zaenkrat tako. je v redu, kar dobro, da to je ta. Zanimivo je, kako so omenjali, da je oče. Ja, se je, ne? Oče. Ja, no, in posta bila še, in sta še, v bistvu sta še zmeraj šetala. A ja, ne, šla sta na vrh hriba in je bilo vse lepo, razen Artur je videl v sosednjo dolino tam, kjer uča mu je neki. Travmo je videl, ne, ja, v bistvu. Svojo lastno travmo je videl tam, kjer je padel dol, ne. Tako da, ne, ni mu bilo v redu, ne. Aha, ne, vmes je pa še zmeraj random še zmeraj gledala na tisto uro njegovo, kar smo se ji tudi posvetili v prejšnjih poglavjih, ali pa ne v tem poglavju v resnici, ampak v prejšnjih epizodah. Ja, čisto je fascinirala, ne. Ja, in je gledala sekunden kazalec, kako krož po uri in je bila ful navdušena, da že ne. Ja, pa ta ura je fascinirala. Mislim, ja, bila je navdušena, pa zdela se je po en stran brezvezna, ne? Po drugi strani pa fascinantna. Po drugi strani pa fascinantna, ja. Ja, pa je mogel pa razložiti, kako je prišlo do te ure. In to kar smo že tudi omenjali v prejšnji epizodi, da so ure ratale iz zelo velikih mehanizmov, zelo majhne in pol je probal razložiti, pa sam Artur rata tako, kot Artur rata. Tako je začel pletati neke Švicarje, pa pol, odkje so Švicari prišli, pa pol kako. Pa kdo so Švicari pa? Pa kdo so Švicari, pa pol razložiti celo evolucijo planeta, pa ni bil glih ni bil glih močeh. Ni se držal bistva, no. Ja. Mislim, tako kot po svoje razložil. Pa se tudi v končni fazi, a ti veš, kako je šlo s tem uram.
Zelo napribližen, ampak nekako bolj tam Arturjeve zgodbe držimo. Približno vem, da je trajalo nekaj stoletij. Ne? Vse tako so spravili na to, pa bili so Švicari so pa ljudje, ki živijo pod Alpami, pa imajo kravce, pa srčke, pa čokolado. Ja, viš, mi imamo malo več, mislim, našim otrokom, zemljskim otrokom malo lažje razdržiš Švico. Ne? A veš, v bistvu, ja. Tle je bil problem v resnici. Ja, in pol je šizelne, da neč ne razumeš, pa neč nisem pol imela. To je rekla, da ne razumeš, da je nekje kraj, kamor ta reč spada, kjer deluje, kamor se vklaplja. Ja, v bistvu se je ona zgubljeno se je ves čas počutila, ni čutila, da ima neke korenine. Ne. Tako je. Ne, v bistvu zdaj je imela fotra, mat, ne, ampak ni imela pa korenin. To je po planeta, mojem bil... to, ker narodno zavest, ki jo tudi mi iščemo, slovenstvo, veš, to, knežji kamen. Ne. To si še pomalo delec zdaj, to si pomalo verjeten v celovcu doma počutiš, ali kje, ne vem, pizda. Jaz, ko sem hodil v Ikeju, celovcu se vedno doma počutil. Zmer. Mislim, da ne. Tam se tvoja žena doma počutila, ti se pa zelo tujega počutil. Ne, v redu. Sam tisti časi, ko še ni bilo roaminga, so bili težji, ampak sem pa igral ene te igrice, ki pač ne rabiš interneta za njih. A veš, ne? Tako da mine čas. Se pravim, to sem jaz imel to izkušnjo. Te Ikeje, veš, to ni, ne vem, moški pa ženska nista bila za skupaj za tja. Razen, če si res neki besno iskal. No. Mislim, nama se je zgodilo, da so, če sva se prepravila, da se tudi včasih nisva sporekla. Mislim, da se je enkrat ali pa dvakrat zgodilo. Opa, lepo. Kar je bilo, ampak to je bilo izjema. Ponovadi sva šla toliko skrega na vrh, da se je zgodila najhujša stvar. Tako da razumem travme z Ikejo. Ampak hočem reči, če se prepravaš, ne, kako pa kaj pa poveš, ne, kaj sem to navadil, da grem naprej, da rinem. Ne. In pa sem se zmenila, da pač jaz ko imam svoje poglede, grem naprej, pa te v nekem razdelku, kjer bo imel dobro zasedeti, počakam na sedežnih. Svojo napravo, pač ne si bom krajšal čas, pa se pa, ne, ker se pa vidva greva pa naprej po točki dnevnega reda. Ne. Se ti pravim, ni šlo skozi, ampak je šlo pa boljš, ker sva šla na vrat na nos. Veš, kaj je problem, ne? Ker po moje je folk še tam nekaj časa hodiš, tam pa lačen rataš, pa žejen, pa to, veš, in pol si ne vzameš cajta, da bi to naredil, pa zoparan rataš, ne, a veš? Absolutno, če imaš 4-uren session v Ikeji, moraš iti jesti vmes. Ja, definitivno. One švedske kroglice niso tam zastonj. Točno to. Niso zastonj. Ne, niso. Res niso. Niso drage, ampak niso pa zastonj. Ja, niso zastonj in niso zastonj. To je ne treba misliti, na osnovne potrebe pa pol malo tudi ne seveda, ne. A veš, ne, da veš, da si skup tam, ne, da malo tudi se nazaj postaviti, pa tako. Pa malo mogoče se tudi usesti, kot si naredil, ne. Ja, tako, da greš v hribe, kaj si sendviče za sabo zaviješ. Nujno. Stedi korak, a veš, tak gorniški korak, da ti ne spodrsne. Tako. Ali pa najprej greš, prvič greš na kafe, pa na Brownija, pa greš pa še malen krogec, pa da greš pa na tele mesne kroglice. Na koncu pa moraš na koncu moraš pa, da je veselje še popolno, greš pa še na njihov hot-dog. Nujno. To, brez hot-doga ne smeš iti ven. In tega se moraš veseliti na koncu, veš? Ja, veselice boš hodok na koncu. Točno to. Hodok, najboljši hodok na svetu je to. Ko imaš lepo kumrce gor, pa čebulo, cvrto. Ni, ampak kaj, dolepi. Jaz vidim, da sem se te izkušnje zmeram čist narobe ljubil. Ja, to je to. Jaz ful cajta, dokler nisem teh stvari dal v enačbo, zdaj pa ni vrhunsko, ampak je pa boljš. Rab šel na komno, če me vprašaš. Veš, pa če iščeš, moraš tudi svoje stvari, mislim, tako, veš, ti je kaj kul, zdaj imajo tudi zvočnike pa take stvari. Veš, malo tam se zatakneš. Ja, dobro, tam se pa večkrat zadržim. A veš, imajo zvočnike, da nimajo slabih zvočnikov. Ja, Sonosovi so. Ja. Mislim, ne imamo, Sonosove, neke komponente. Pa meni se, da so neke druge. Ja, niso Sonos, če ne bi bili, ker so prepoceni za Sonos. So tudi Sonos. A res? Ne, te tajači so že skoraj 200 €. Ja, to je res, ja. Ko vem pa, da imajo ene tamale, ki so pa super kulno, v glavnem. Oni so pa the best. Pa kable, recimo, zdaj za te polnilce, pa to vse imajo tam. Tako da če rabaš, se malo tam zatakneš. Ja.
Pa une lučke na daljavo, pa to. Recimo, če ti to špila. Ja, Pa gamerske vse stvari. dela. Dobro. Ja. Samo No, tako. Artur ni imel pa nič od teh izkušenj, kar se tiče očetovstva, in je imel pač, travmo je imel v bistvu, ne? Ker on res ni pričakoval, da bo oče, niti da bo tako težko biti oče. Ne? Ja. Ja, veš, ne, ja. sploh v bistvu ne vem, misliš, da jo je razumel, ne? Ker on je tudi zemljo pogrešal, pa vse skupaj. Ne? Ni je razumel, ker Ki mu je povedala. Ja. Ne. Pol ga je vprašala, kaj misliš, da sem zate višji potniški razred, pa ne, da sem za mamo nekakšno Ampak ta je bila vstopnico podpas. Ta je Ta je bila bila podpas. podpas. Ta je bila ja. definitivno Ampak, glej, podpas. V jajca direkt. Mislim, Da je za mamo življenje, ki ga ni imela, in Artur je priznal, da ne razumem, kaj misliš. Ne? je bil pa pošten, ne? Ni nič Ja. lagal, pa se neki ven vlekel. Ne? Je bil pošten, ne vem, ne štekam. Kva Ja, zdaj valjda. hočeš? Mislim, lepo, sicer zelo lepo, ampak. In všeč mi je, da je random takoj poštekala, da Artur nikoli nič ne šteka, in je rekla, ti nikoli ne razumeš, kaj kdo misli. Očitno mu je Trillian že povedala, Da je fotor z tega. Ja. Ali pa intuicija. Kako veš. to misliš? Ja. Najboljše vprašanje na Ja. to trditev je pa, kako ti to misliš. Ja. In pol je pač random malo živčnega fasala, in pol je pa vprašal, kako misliš, Artur vprašal, kako misliš tem življenjem, ki ga ni imela. Ne? In je pač random povedala, da je hotela, da je v bistvu, čeprav to zdaj prvič slišimo. Ja, da si ona dejansko želela ostati na zemlji. Ne? Ja, ker paralelna Trillian, ki smo jo vmes srečali, ne vem, kje je zdaj ta, pa kje je una, a veš, una, ki je ostala dol. Ne? Ena je ostala, ki je zamudila torbico. Tako, no, ja, no. Ja, ja. A veš, una je očitno si želela, ni hotela iti z Zahodom. Ne? Ta pa, Ali je imela pa ona krivdo, ki je. spet smo prišli v zgodbo večjih Trillian, ki je tle nas še malo matra, pa smo malo pod vprašanjem. Ampak to se bo zihar razrešilo, drage poslušalke, poslušalci, nič se bat. Če se pa nov, bomo pa pač dobro ignorirali še naprej. Tako da, ja, no, v glavnem ni hotela, ena Trillian ni hotela z Zahodom, oziroma tisto butasto možgansko crkovino z bananovim okusom. Ja. Ne. Ja, in pol Artur prebije, ne, da bi bila pa v bistvu v tem primeru mrtva, ne, Ja. če ne bi šla z njim. Ne, Ja, ja. Ampak se zdi random v bistvu ta varianta sploh ne tako slaba. Ja, da to bi bilo pač sam drugačen življenje. Ne. Mislim, da ne, Ja. bi bil pač to, ja, drug življenje, ja, Ja, v redu ja, je, ne, ja. mislim. Imela bi tisto, kar, kar si ona želi, mislim, saj zdi se ji, da Nekam bi je pripadala. to, ne. Ja, Da bi, mislim, one sicer ni pol ne bi bilo, ne? Ampak ja, no. ker. Za Arturja bi bil to en problem manj, ampak Ja. lej, pač, Ja. ja, no, in pol je prišlo do to, da so vsi me sovražijo in ne, da nimam, ne vem, kam spadam. In In odvrgla me je, da lahko živi svoje butasto življenje, in ne kašem butasto, in pol šizne butasto in odlaufa v božju in Tako gre. je, Zuro moramo reči. Zuro je odlaufalo. Zuro odlaufa, točno. Ja, Zuro v roki odlaufa. Pomemben podatek. Tako. In pol gre, Artur gre v Ja, Artur je bil, ki je bil ves polomljen, ni mogel dlje slediti, ker pač ona le mlada in je letela dol. Ne? On je pa vas polomljen. Ne? Tako je, Ja, on je on pa se- nisi mu dobro zacelil. Ki je padel dol, se je nekim Ja. zlomljen, pa se ni dobro zacelil, in je prišel Tako. malo kasneje. In neka živčnost je bila v vasi. Še stari Bargo si je pulil brado in pogledoval v luno, kot to piše, kar ni pomenilo nič dobrega. Ne. No, v glavnem, da malo tole skrajšamo. V glavnem, random je razdrla uro in je bilo ful žal, in jo bo dala popraviti kjerkoli že, in pol je prišel naslednji dan, ki je prinesel starega Bargota, ki je razglabljal vse mogočne v Bobu in povabil random, da ne gre z njim da se poglobi v nedoganljivo skrivnost orgaške striglice in da Imamo jo ona razložila, Ne, da tega ni. sploh ni. Ne? ja, in orgaške da striglice bo ni. vržena v nanjo temo. Pa je rekla, da je v tam tudi prišla. Ne drka. No, poje pa naslednji dan prispel paket.
In pol se je stvari postajajo pa malo bolj zanimive. S tem, da največji problem je bil, ne problem, vaščane je to še dodatno razburkal, ker je prišel v bistvu robotski dostavnik ene sorte, ta nov Amazon Prime, ki pride v vaše življenje. Droni pa to. Slučajno Burek Olimpija. Ali pa, ne vem. Ne veš? Ne. To je prišlo, to sem jaz prebral. Prvi na svetu smo Burek dostavili iz Olimpije nagrad. Burek Olimpija nagrad, kjer ga je pričakal sam Janković. Madonna. A ni izvidel tega, stari? Volt je bil sponsor. Nisem. Ta dogodek si zamudil. Kako lahko to? Pa fan Olimpije, veš? Ja, zvala, pica Burek od Olimpije. Primerjamo s pristankom na Luni lahko. Ne. Fan sem pica Bureka od Olimpije, ki so ga oni izumili, če se prav spomnim te zgodovine Bureka. Kar se tiče pa mesnega, je pa še zmeraj na Miklošičevi Nobel. Burek je več znan. Oziroma tudi sirni je tam, ne vem, v glavnem. Pica je pa Olimpija valjda nujno obvezno. In tudi v Šiški je isto dober. Tako da ja. V glavnem, robotski dostavnik Burekov je pa desel tudi ta paket in ljudje so bili čisti sebe, približno tako, kot Janković nagrado očitno. In pač Artur se je mogel podpisati in pol je odnesel paket v kočo, kjer je bilo pa random čist na trnih in hotel, da ga odpreta in tretji in pač tvor so se dajala, ga bota odprla ali ga ne bota. In pol je rekel, da da ga v bistvu ne morata odpreti, zato ker je naslovljen na nekoga drugega. Vmes je bila še drama z onimi noži, ki so bili skrhani od prejšnjih. Niso jih je pokazati, če se da sploh še kaj narediti. Ja, tako je. Ampak pol je bila pa tole, pol pa sta ugotovila, da je bil naslovljen na Forda Prefecta, in je pol tle lepa, da Artur je slutil, da se bo zgodilo nekaj, kar ni čisto v redu, in da bo gotovo nekaj slabega in neprijetnega. Pa ga redno vprašal, zakaj, pa prav, ker Ford Prefect, mislim, Ford je zraven, ne more biti nekaj dobro. Vse, kar je s Fordom... Res je tisti dober v besedu, kako... Vse, kar je povezano z njim, je slabš, kot tisti, kar ni povezano z njim. Ne verjemi. Točno to je. Res lušna. In pol, tle sta se pa že malo ga je že prebrali, nekaj te skrbi. Ne, sam živčen pa nemiren sem, veš, In pol je še enkrat rekla, žal mi je, najbrž še za uro, pa za vse skupaj, ali pa vadeva. In odložila paket, ker je videla, da bi ga res spravila slabo volo, če bi ga odprla, in da bo pač mogla počakati, da je ne bo videl, kaj ga bo odpirala. Yeah. In potem je prišel konc tega poglavja in Pečina obešalnik. Končno se je začel nekaj dogajati. Zdaj ta zadnji, če bi ga z unim tempom, ko smo prejšnje epizode se lotevali, bi po moje, če tudi se ne dogajalo. Ko bi bili čez 2 meseca šele tam tlele. Ampak dobro, things we do for love, ali kako že. Dobro je. Najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo prešli od Jasperja Jula do Roberta Lundluma. Takole. Z nami lahko debatirate o tem poglavju in ostalih na Discordu našem, ki ga najdete v zapiskih ali pa na družabnih obrežjih, če pač se vam da še tam biti. Spet sem šel na gor. Ja, res je šel. Sem pričakoval, da bo še kaj rekel. V glavnem. Ja, zmer hočeš nekaj pametnega povedati, pa ugotoviti, da nimam nič, pa starem na tem. Zgledali zelo tako. V glavnem, z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala. Hvala. Grem jaz posejvat tole. Sej vi, mi tudi sejvamo.